Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijeten pozdrav tukaj iz občine Beltinci, kjer bomo nocoj v oddaji Župan za vas gostili tukajšnjega župana. Z nami je Milan Kerman. Prijeten pozdrav in dobrodošli. Prvo lep pozdrav tudi vam in pa tudi vsem, ki naj bodo spremljali oziroma ki bodo pogledali to oddajo. Gospod Kerman, počasi se približuje koncu letu 2016, hitro je minilo. Kaj bi recimo izpostavili v tem letu, če bi potegnili neko črto, kaj bi spodaj pod tem letom pisalo? Glejte, strinjam se z vami, da je hitro minilo leto 2016, pa še nekaj drugega bi rad poudaril, minil je tudi pol mandata. Tako da smo se že kar preselili v drugo polovico tega mandatnega obdobja 2014-2018 in je kar potrebno določene poteze že zdaj oceniti, prav tako tudi določene stvari povedati, kaj se je dogajalo, kaj se je zgodilo in nekako pogledati, kaj so še tiste obveze, ki bodo do konca mandata. Katere so tiste investicije in dogodki, ki bi jih po polovici mandata recimo izpostavili? Torej, gledajte, dogajalo se je marsikaj v tej prvi polovici mandata. Predvsem pa je ta negotovost s strani tako države kot tudi naše lokalne samouprave, lahko rečemo, ker v teh pol leta je minilo tudi 3 leta finančne perspektive 2014-2020. In v teh, lahko rečemo, polovico te finančne perspektive še do danes ni jasno, kateri so tisti projekti, ki jim naj občine sledimo, katere naj prijavimo na kohezijske sklade, na državne sklade. In tudi to je ena izmed teh, lahko bi rekla, strani, ki so zaznamovale tudi pol mandata tega županovanja, kot tudi celotne države. In ni to dobro. Kajti do konca leta 2020 znamo zopet priti v neko stisko in nepočrpanje sredstev, ki so nam tako ali drugače že odobrena strani Evropske unije in tudi s strani države, ki bi se lahko počrpale. Vemo, da je črpanje minimalno do sedaj. Pravzaprav občine niso počrpale praktično še nič, zato ker nimajo od kod. In tu je en primanjkljaj, lahko rečem, tako v vseh proračunih občin, kot prav gotovo tudi v tem razvojnem ciklu države Slovenije. Mi lahko pravimo, v zadnjih 2 letih ali v zadnjih letih smo imeli gospodarsko rast. Res je. Na kakšen način? Na račun tega, da so občine zaključevale projekte iz finančne perspektive 2007-2014. In v 2015 je bilo tisto zadnje obdobje, kjer se je potem vse skupaj zaključevalo in črpalo. In je res bilo počrpanje sredstev ogromno in tudi na ta način gospodarska rast. Niste pozabili tudi na investicije po vaših vaseh v občini? Prav gotovo vsi niso zadovoljni in nikoli tudi vsi ne bodo zadovoljni, vendar moramo v tej realnosti se pač gibati, ki je trenutno tukaj. In s temi sredstvi, ki jih dobimo, tudi gospodariti. In jaz verjamem, da dobro gospodarimo s temi sredstvi, varčno in tudi imamo tudi kvalitetno oplemenitimo. Rad bi povedal te največje investicije, ki so se zgodile v letu 2016, predvsem je bila obnova hokejskega igrišča, torej Nacionalnega centra za hokej na travi v Lipovcih, ki je tako rekoč prvo tovrstno igrišče v Sloveniji na vodni osnovi. In mislim, da je to tudi ena izmed teh panog, ki je razvijajoča, ki jo hočejo tudi druge občine že razvijati. Je kar nekaj tega in majhna vas, kot so Lipovci, uspeva z svojim hokejem že kar precejšnje število let, 40 in nekaj let, da se potem tu dogaja in je prav, da smo ta nacionalni
center dobili. Prav tako smo uspeli na turističnem področju izgraditi turistično hišo tako v Lipi kot tudi v Bratoncih, dodatna turistična ponudba, ki ni tako enostavna, je potem lahko to tista pridobitev, ki bo služila tudi za prihod več gostov. Stalnica je seveda na turističnem področju razvoj naše turistične destinacije Otok ljubezni v Ižakovcih, kjer opažamo vsako leto večje število gostov. Ti gostje prihajajo in tudi to je eden izmed dodanih vrednosti. Namreč, če se dobro zavedamo, turizem je neka gospodarska panoga, ki z malim vložkom lahko kar precejšnje dobičke ustvarja. In tu se mogoče premalo zavedamo v okviru celotne Pomurske turistične zveze oziroma Turistične zveze Slovenije, da bi takšne točke in tudi več povezovanja naredili tako na regionalni kot tudi na državni ravni. Kajti ni dovolj, da smo se predstavili samo na Expo, potrebno je delati še naprej. Potrebno je delati tudi še v smeri turizma stalno. Seveda v Prekmurju je mogoče tisto ravno nek primanjkljaj za ostalo Slovenijo, kajti če gledamo te velike turistične destinacije, kot so Bled, Portorož in tako naprej, so te destinacije že dolgo prisotne, veliko število let. Prekmurje se zdaj skušamo prebijati, smo se že prebili z Moravci, Banovci, z temi termami, pa tudi z Lendavo, vendar tudi druge destinacije in tudi druge točke imajo kaj za pokazati in tudi kaj pridobiti. Seveda je tu potrebno poudariti, da pa zakonodaja, ki se sprejema, slovenska in tudi druga, ravno ne sledi tem trendom. Kajti takšne in drugačne ovire se postavljajo, mi pravimo, dajmo predstavimo našo kulinariko, naše nastanitve, potem pa, ko nekdo začne, pa pride do tistega, da je potrebno takšno davčno blagajno, pa drugo davčno blagajno, pa še oviro takšno, pa hasap takšen in ne vem, če ravno sledimo temu, kar smo si v osnovi zastavili, da turistom ponudimo domačo, pristno hrano iz našega okolja. No, prav tako smo postavili v letošnjem letu presostatično halo, ki je pri osnovni šoli Beltinci. To je tudi ena izmed večjih investicij bila narejenih, da smo potem dobili dodatni športni objekt, nizkocenovni seveda, zato ker če bi telovadnico postavljali, je to kar precejšen zalogaj, vendar tudi na projektu telovadnice še nismo dvignili roke, ampak delamo naprej za neko finančno perspektivo po letu 2020, ko bo, upajmo, ugodnejša klima nastala, kajti tudi gospodarska rast se bo enkrat morala premakniti. Seveda gospodarska rast se bo premaknila v tistem trenutku, ko bomo zagnali gradbeni sektor, ko bo začel ta gradbeni sektor izvajati investicije, pa teh investicij imamo ogromno. Pa če bi naštel, je lahko tudi to energetska obnova stavb, javnih stavb in tega, ki jih imamo v naši regiji in povsod ogromno in bi tu gradbinci imeli ogromno dela. Tega denarja je pa v Evropi zadosti in za ta denar bi se bilo potrebno pa boljše izboriti. Torej, to so te večje investicije, seveda pa je naš stalni trend pridobiti investitorje v našo obrtno-industrijsko cono, kjer imamo nekje 14 hektarjev stavbno urejenih površin, na katerih je možno graditi. Enega investitorja smo v letu 2015 že dobili, sedaj čakamo na soglasje ustreznih služb, da še povezovalno cesto v to industrijsko cono izvedemo. Že v letošnjem letu je bila ta cesta nekako v proračunu, žal zaradi zopet določenih birokratskih ovir
pri pridobivanju soglasij nismo uspeli, da bi že v letošnjem letu začeli s postopkom. Smo pa ta postopek tudi že sprožili. Prav tako imamo razpis, smo že zaključili z razpisom, da bomo naše kanalizacijsko omrežje, ki deluje v celotni občini, razširili še v industrijsko cono Lek, to je tukaj pri železnici, tako da bodo tudi ti imeli možnost se priklopiti na naše kanalizacijsko omrežje. Vodovod pa je že speljan v tisto smer, tako da je možno. Torej, potem je nekaj obnove cest bilo. Recimo občinska cesta skozi Dokleževo je obnovljena, državna cesta skozi Lipo je obnovljena. Potem bi rad povedal, da imamo precej sanacij po izgradnji vodovoda, kot tudi ne samo pomurskega, tudi vodovoda, ki ga mi delamo, in pa kanalizacije, ker se pojavljajo določene posedke in te posedke je potrebno tudi sanirati, da ne zastaja voda na cestiščih. Potem so tu jaški. Prav tako pozornost oziroma investicije namenjate tudi predstavnikom romske skupnosti v vaši občini? Moram pa povedati, da smo pridobili v letošnjem letu državni projekt, ki je bil, meni se zdi, edini takšen razpisan, to pa je urejanje komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Naše romske naselje Dokležuje in Beltinci, skupaj imamo cirka 120 pripadnikov romske skupnosti v obeh naseljih, tako da smo v Beltincih uredili asfaltno cesto v romsko naselje, uredili smo telekomunikacijsko omrežje, uredili smo ulično razsvetljavo, odvodnjavanje, kanalizacijo, vodovod, tako da je sedaj to zemljišče oziroma ta zemljišča pripravljeno, da bodo lahko prebivalci romske skupnosti tudi to svoje bivalne enote tako rekoč zgradili. Sedaj se nekako borimo oziroma hočemo, da bi se v tem romskem naselju vzpostavila tudi določena infotočka, v katere bi prihajal zunanji izvajalec in bi popoldne bil pomoč romski populaciji, predvsem otrokom pri opismenjevanju, pri pomoči domačih nalog, pri šolskih pomočeh in tem. Moram povedati tudi, da imamo na občini Beltinci pa odprto infotočko. Poleg energetskega svetovalca imamo tudi infotočko za pomoč tistim, ki se srečujejo z raznimi administrativnimi ovirami. Predvsem je to bilo mišljeno tudi v smeri romske skupnosti, da jim pomagamo pri izpolnjevanju določenih obrazcev, pri določenih tistih ovirah, ki jih ne morejo premagati zaradi bodisi nepismenosti ali pa nepoznavanja predpisov. To izvaja naše podjetje Zrirab, socialno podjetje, ki je v Beltincih se zelo dobro usidralo v centru Beltinec, kjer se gojijo od zelišč, čajev in te stvari, in tudi sedaj v bodočnosti upajmo, da bo ta las projekti čim hitreje na razpolago, da bi tudi obnovili staro zgradbo železnine, kjer bi ta Zrirab imel potem eno logistično točko. Torej, to so te glavne značilnosti. Ja, v Dokležeju moram povedati, tam smo tudi v romsko naselje speljali novo cesto, tudi ureditev naselja, postavili smo igrišče za otroke, tako da skupna vrednost se giblje tam okrog 170 000 evrov, kar smo pridobili iz projekta. Obširno ste sedaj predstavili najpomembnejše projekte, investicije po polovici mandata, pa še pogled v prihodnost. Za vami je seja občinskega sveta, na kateri ste obravnavali tudi proračuna za leti 2017 in 2018. Kam sta naravnana? Kje boste investirali? Kam boste torej investirali? Na zadnji seji
smo obravnavali proračun občine Beltinci za leti 2017-2018. Zakaj je dvoletni? Dvoletni prav zaradi tega lažjega planiranja in pa tudi, da potem nekako vsi vidijo, kaj je uvrščeno v 2017 in kaj v 2018. Namreč na občinskem svetu je običajno vedno polemika, kaj se bo pa naredilo zdaj, kaj pa tu, in v dvoletnem proračunu je ravno ta, lahko bi rekli, boljša situacija, da se lažje vidi in tudi lažje planira sedaj do konca mandata. Seveda, ne moremo si zatiskati oči, da 2018. leta ne bi bilo potrebno popravka tega proračuna. To je, mislim, da utopistično, če bi rekli, da je to že zdaj tako zabetonirano, to velja. Je pa ta popravek dosti potem lažji, zato ker vidimo, na katerih področjih je tisto, kar nam nekje štrli ven, oziroma kje je tisti primanjkljaj, kjer je potrebno nekaj dodati, v drugih področjih nekaj odvzeti, in je mnogo lažje, ker potem so že tudi finančne situacije nekoliko znane. Namreč pri planiranju proračuna je vedno ena negotovost, sploh koliko je ta glavarina iz države. Vemo, da se občine borimo, da bi dobile vsaj tisto ustrezno glavarino, ki bi jo nam država namenila, ki je po zakonu določena, ki jo je tudi država sprejela v skladu z zakonodajo, in ravno to bi želeli, da se toliko dobi, vendar nikoli ni tisto, da bi lahko dobili toliko. Mogoče je ena izmed zopet slabih strani občin, ker nimamo svojega sindikata. Vidimo, da sindikati dosti lažje uspejo z nekimi pritiski na vlado doseči tudi tiste zahteve, za katere mogoče niso ravno vsi upravičeni in vedno upravičeni, ampak doseže se. Občine tega žal ne moremo doseči, pa kakorkoli se borimo in se, verjemite, zelo dosti borimo. No, osnovna usmeritev v tem novem proračunu je ta, da dokončamo tiste projekte, ki smo si jih skupaj z krajevnimi skupnostmi zastavili ob spremembi proračuna za leto 2016, kajti takrat smo napravili nabor projektov v vsaki krajevni skupnosti, ki je večji projekt tudi sofinanciran s strani občine Beltinci. In vsaka krajevna skupnost je nekako izpostavila 1 do 2 projekta, ki ga tudi občina izdatneje sofinancira, poleg seveda tistih stalnic, ki v krajevni skupnosti so, in seveda, da potem nekako sledimo temu, da se občina naj koliko toliko enakomerno razvija in pa v vsak segment občine Beltinci vloži določena sredstva. Ker vedno je potem tisti očitek ali kakorkoli, ja, pri nas smo pa manj dobili, pri nas nismo dobili to, tu pa sedaj smo nekako skušali enakomerno nekako prerasporediti, da je. Kljub temu pa je osnovna poanta tega proračuna izgradnja te dovozne ceste v obrtno-industrijsko cono in seveda s tem ustvariti pogoje za investitorje, da pridejo tisti investitorji k nam, ki pač vidijo tukaj v Beltincih priložnost na tej lokaciji. Vemo, avtocesta ni daleč, železnica ni daleč, torej poti so odprte, tudi ta povezovalna pot, ki bi šla izven Beltinec, direktno v industrijsko cono, je tisti infrastrukturni objekt, ki nudi lažjo dostopnost in pa obenem bi služil tudi kot ena
obvozna pot za težko kmetijsko mehanizacijo, da se potem nekako ta težka kmetijska mehanizacija preseli izven Beltincev, izven centra, da se ne vozijo skozi center, ampak po tej obvoznici lahko pridejo do svojih njiv, obdelovalnih površin in teh. Tako da skušali smo v tem proračunu čim več sredstev nameniti v investicije, vendar je tudi situacija takšna, da je pa vedno več vidimo vključevanja v proračun sociale in pa tistih pomoči, ki bi jih naj občina nudila. Recimo varstvo v domovih za ostarele, varstvo otrok, nadstandard, ker hočemo tudi našim učencem izboljšati nekaj pogojev v šoli, da tudi tukaj nimamo tega razvojnega primanjkljaja. Potem je sofinanciranje dejavnosti vrtca, potem je šolski prevozi in tole je kar precejšnja obremenitev za proračun, ki nam potem tudi to odnese. Glejte, pač tukaj na periferiji, kjer smo, postaja, odkrito povedano, življenje vedno dražje. In bo tudi vedno dražje. Če ravno pravijo, ja, vi imate pa tam vrtove, njive in tiste stvari, to tudi ni poceni, kar je. In postaja dražje z to razpršenostjo, ker ni strnjenih naselij takšno, kot je pa recimo Ljubljana ali nekaj takšnega. Pritiski na socialo so vedno večji, kajti Pomurska regija vemo, na kakšnem repu smo, kje smo tako s prihodki, z dohodki, kje smo z tudi populacijo, ki je vedno starejša populacija, tudi poleg izkušenosti, pa zahteva tudi določene finančne vzpodbude in določene finančne obremenitve. Kajti težko si je predstavljati, da v današnjem času ob tej nezaposlenosti in vsem tem ne bi pomagali tako socialno ogroženim, ki so. In tukaj je potem tudi velika obremenitev v proračunu občine ravno v tem. Nekoč se spomnim, smo se pogovarjali o tam razvojnih proračunih, ki so bili v obsegu kar precejšnje. Lahko smo planirali prihodke, tako iz projektov, tako iz drugih virov in tega. Danes, ko je primanjkljaj tega, zelo težko planiramo in je tam, ko pridemo med 25 in 30% investicijskih odhodkov v proračunu, kar veliko. Nekoč smo, lahko rečem, za 20 odstotnih točk lahko delali z boljšimi rezultati in z boljšimi predvidevanji. Danes je to pač tako, kot je. Na tej seji ste svetniki razpravljali tudi o sistemu vodovoda B, ki je v javnosti sprožil kar precej prahu. Kakšna je zdaj trenutno situacija, kako bi opisali stanje tega projekta? Vodovod sistem B je kar obsežen projekt in eden izmed največjih projektov, ki se je sploh zgodil. Namreč nikjer v Sloveniji, lahko mirne duše trdim, ni sistema, ki bi vključeval 12 občin. In 12 občin je tudi 12 različnih hotenj, 12 različnih želja in tudi 12 različnih pogledov na dogajanje, ki je. Seveda je neminovno, cilji projekta morajo biti doseženi, to je en izvajalec, ena ista cena in to so tisti pogoji, da ne pride do vračanja denarja. Je pa nekoliko nerodno, da smo tako rekoč eno leto zgubljali energijo v tem, da smo drugega prepričevali, kdo ima sedaj prav. Namreč, kje je izvirni greh? Izvirni greh je v metodologiji o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe. Nismo znali
nismo zmogli, ali nismo hoteli, ali kakorkoli, ne vem. Obrnite zgodbo nekoliko drugače. Kot velik sistem, dajmo stopiti skupaj, tudi ob pomoči medijev, tudi ob pomoči vseh tistih, ki nam lahko pomagajo, pa poslancev in strank in tako naprej, in dopovejmo ministrstvu, da je ta metodologija neustrezna za naše področje. Ker metodologija, vemo, ona obravnava Ljubljano pa Prekmurje enako. In vsaka metodologija oziroma tisto, kar se na ministrstvu izcimi oziroma tudi napravi, velja za velika strnjena mesta. Ampak pri nas, kot sem že prej povedal, bo pa življenje vedno dražje. Ker če se napravi v Ljubljani 500 metrov nekega vodovoda, se priključi 2 do 3 tisoč odjemalcev. Pri nas na 500 metrih se mogoče priključijo 3. Ampak cena je pa ista. In metodologija je ista za določevanje cen, omrežnin in vsega tega. In tu smo verjetno šli v napačno smer, da bi morali pritiskati na državo, naj metodologijo ustrezno dopolni, spremeni, uredi in naj pogleda realno stanje, kot je na terenu. Gospod Kerman, upamo, da se boste za dobro regije in seveda občank in občanov na koncu vendarle uspeli dogovoriti in najti nek skupen kompromis. Zdaj greva malce na prijetnejše teme, približuje se mesec december, hitro je torej minilo leto, kot sva že povedala. Kaj se obeta v vaši občini v tem prazničnem mesecu? Glejte, v mesecu decembru, kot pravimo veseli december, se bo dogajalo kar precej stvari. Imeli bomo takšne in drugačne tudi prireditve, miklaževanja se bodo priredile, potem bo prihod Božička na teh turističnih točkah in pa tudi same krajevne skupnosti bodo pripravile sprejeme za svoje malčke, za otroke, bo v vrtcih, v šolah. Torej, pester december se bo zgodil tudi z pravljičnimi uricami in pa tudi z kakšno predstavo v dvorani. Poleg vsega tistega, kar nas pa čaka, tudi resno delo do konca decembra, ker moramo v javne razprave ta proračun še spraviti tako daleč, da ga bomo lahko v januarju potem sprejemali. Tako da bo kar do konca leta kar delovno, pa ne bomo rekli samo delovno, malo bo pestrejšega dela, malo delovnega elana in vse skupaj bomo morali združiti. Kot ste pa že na začetku leta, mislim na začetku tega najnega pogovora povedal, bo pa zopet prehitro minil ta december. In ta december bo odletel kot trenutek. No, verjameva oba, zato ker veva, kako je tudi 2016 leto se obrnilo. In za konec, jaz seveda našim občanom Beltinec in tudi vsem gledalcem, ki bodo spremljali ta pogovor oziroma ga pogledali, želim uspešno v novem letu. Naj bodo zastavljeni cilji tisti realni, naj bodo zastavljeni cilji takšne, ki se bodo lahko izpolnili, in pa seveda ob inventuri leta 2016 bodimo z dovoljšno mero kritike kritični, tudi z dovoljšno mero tolerance kritični, kajti vsi smo si zastavili velike cilje. Mogoče smo tudi v privatnem življenju uspeli vse uresničiti, nekaj se prav gotovo ni in naj bo pa samo v naslednjem letu obilo zdravja. V redu, čim več uresničenih ciljev vam seveda še enkrat. V redu, čim več uresničenih ciljev vam seveda želimo v letu 2017, vse seveda za dobrobit občank in občanov vaše občine. Hvala za tale pogovor in vse dobro. Hvala tudi vam. Gledalke in gledalci, toliko za nocoj iz občine Beltinci. Upamo, da ste izvedeli koristne informacije in seveda se vidimo naslednjič v oddaji Župan za vas. Nasvidenje.